prepoved prodaje bencinskih in dizelskih vozil, dodatno obdavčen drugi avtomobil v gospodinjstvu, celo plačilo posebne takse za vstop v prestolnico. Gre res le za nedorečene ideje in predloge, ki danes močno razburjajo slovensko javnost, ali resne grožnje voznicam in voznikom. Da je vse to zapisano v novem osnutku nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki ga pošiljamo v Evropo, svarijo v Trgovinski zbornici Slovenije. Navedbe so absolutno neresnične. Gre za osnutek dokumenta, ki je namenjen javni razpravi in iskanju skupnih rešitev, pa danes očitke kategorično zavrača ministrstvu. Nas je pa seveda presenetila predvsem najava, da bi do leta 2025 razmislili o predčasni prepovedi vozil z motorjem na notranje zgorevanja. Vsi vemo, da je Evropska unija se je odločila za tovrsten korak v letu 2035. Tega dejansko v dokumentu ni. V dokumentu piše, da se bo do leta 2025 analiziralo, ali bi bila taka omejitev mogoče smiselna. In vsekakor za nove avtomobile to ne pomeni, da bomo mi omejili to prodajo pred datumom, ki ga je sprejela pred kratkim Evropska unija. Vodstvo ljubljanskega kliničnega centra je